spoštovani športniki in vsi ostali prisotni. Med nami bi pozdravil župana gospoda Ivana Molana, poslanca Državnega zbora Republike Slovenije gospoda Igorja Zorčiča, predstavnika Športne zveze gospoda Iztoka Čopa in seveda direktora prodaje Term Čatež gospoda Jurija Bezdirca. Prireditev Športnik leta je posvečena športu. Posvečena je gibanju, tekmovalnosti, zabavi, trdnemu delu, močnim živcem. Še posebej v tistim najslajšim trenutkom preteklega leta, ki so športnicam in športnikom, njihovim trenerjem in vsem nam dokazali, da se ves vložek vrača z pozitivnimi obrestmi. Letos praznujemo manjši jubilej. Priznanja Športne zveze Brežice se podeljuje že 10-tič, odkar so članice zveze leta 2006 sprejele pravilo o podeljevanju priznanj zasluženim na področju športa v brežiški občini. Tako kot rastejo uspehi in se širijo področja športnega udejstvovanja, se poskuša prilagajati tudi pravila nagrajevanja. Po letu 2009, ko smo prvič nadgrajevali pravila, nas čakajo nove spremembe, se je namen podeljevanja priznanj, da z dogodki opozorimo širšo javnost na pestro dogajanje na brežiških športnih prizoriščih, povečamo prepoznavnost in spremljanje športnikov ter njihovih dosežkov tudi na širši lokalni ravni. Dosežki športnikov, ki brežiško občino in barve naše države zastopajo na različnih ravneh mednarodnih tekmovanj, so izjemni. Vendar pa ob tem ne smemo pozabiti na vrsto soraznoliko športa, tako po obsegu športnih panog, ki jih gojijo naša društva, kot tudi ne nazadnje za lokalni šport izjemno pomembna vsa tista društva, ki gojijo rekreativno dejavnost in prirejajo tradicionalne ter množične prireditve za vse ljubitelje gibanja. Nenadomestljivi pa so vsi posamezniki, ki v delo, v društvih, kot trenerji, organizatorji, sodniki in še marsikaj drugega vložijo ogromno energije in prostega časa. Za vse je potrebno najti primeren in predvsem iskren izraz pohvale in priznanja. V upanju, da do sedaj vloženi napori to niso bili za manj, se bo, verjamem, delo zveze in njenih članic nadaljevalo. Temelji so postavljeni. Ob tej priložnosti se zato iskreno zahvaljujem vsem vam, ki svojo prisotnostjo, prispevki in spodbudami dajete vrednost delu in vložko vseh vključenih v šport. Še posebej se zahvaljujem vsem športnikom in športnim delavcem, ki navkljub vsem zaprekam vztrajno nadaljujete svojim delom in nas razveseljujete svojimi dosežki. Vsem želim veliko elana, zdravja, športne sreče in zadovoljstva. Hvala. Klub kluba Čatež, Matjaž Avšič, Marjan Cepečar, Boris Irt in Mitja Oštrbek. Domov bojo odnesli 13 let. Naprej, iz karate kluba Brežice, Metka Galič, Kristjan Kajtna, Darko Cicvarič, Franc Bajs in Peter Dirnbek, ki je odnesel 22 let. Iz badminton kluba Pišece sta tu Tadej Škof in Klemen Kos, ki bosta prevzela 9 diplom. Ostanemo skupaj, se bomo še slikali. Iz strelskega društva Rudar Globoko 6 diplom odnese domov Franc Kolarič. Društvo borilnih veščin Katana sta se priborili 33 diplom. Tu so Dejan King, Damjan Žerjav in Stani Preskar. Strelski klub Brežice pod vodstvom Ernesta Sečna. Jaz se bom kar sam predstavil, kaj je gužva, ne? Strelski klub Brežice pod vodstvom Ernesta Sečna bo domov odnesel 12 diplom.
Telovadno društvo Sokol Brežice so si prislužili v lanskem letu 3 diplome. Tu so Mitja Gajs in Drago Žerjav. Atletski klub Brežice so prislužili 31 diplom. Njihovi trenerji so Vladka Lopatič Omerzu, Henrik Omerzu, Jure Rovan, Vladimir Kevo in Edis Kranjec. Avtomoto društvo Brežice so prislužili 3 diplome. V njihovem imenu je tu Zlatko Frigel. Orientacijski klub Brežice se je prislužil 2 diplomi. Tu je Bojan Jevševa. Ženski rokometni klub Brežice s kar 19 diplomami pod vodstvom Zlatana Džapa. Nogometni klub Brežice 1919, 36 diplom. Miroslav Monar, Saša Miljanović, Antoni Brdik in Roko Jelinčič. Moško rokometno društvo Dobova, 20 diplom. Primož Plazar in Aleš Sir. In iz ribiške družine Brežice pride Benjamin Jan Kurman. Tu so trenerji, ki pa seveda brez trenerjev ne bi bilo nič, a vendar niso bili oni tisti, ki so švicali. Zato bi prosil, prižnimo luči v dvorani in naj njihovi varovanci, ki so odgovorni za vse te rezultate, vstanejo, da vsi vidimo in jim še mi zaploskamo. Živa se za roke, ti mi rečeš kaj mi, greva mi do troke, želim ti dobro veš, kamorkoli ješ, vedno s tabo tam, da ti ujamem tam, želim da srečen si v vsaki ulici, a jaz bom že kako si babala nebo, želim ti dobro veš, kamorkoli ješ, vedno s tabo tam, da ti ujamem tam, imam že slike vse, in tvoje dihanje, še vedno nosi me, Brežiški športniki ne poznajo premora. Spoštovane športnice in športniki, spoštovani športni delavci in cenjeni gostje. Res mi je veselje, ko vidim tako polno dvorano in naj v začetku že čestitam za to prireditev. Ne rečemo lahko, ampak vemo, da je to 10. jubilejna in še spomnim na začetku, ko se je začel ta športnik leta. Takrat so bili tudi določeni pomisleki, ali bo uspelo, oziroma v začetku ni bila tudi tako številčna in morda je kdo tudi imel pomisleke, ali je smiselno s tem nadaljevati. Danes lahko rečemo, da je vztrajnost nagrajena in tudi ta dvorana je polna in tako kot je vztrajnost nagrajena pri tej prireditvi, je tudi vztrajnost in pa trdo delo ponavadi nagrajeno tudi v športu. Občina Brežice je sigurno ena od občin, ki lahko rečem, da je med najbolj športnimi v Sloveniji in dejansko zato so tudi dokazi, kajti dosegate izvrstne rezultate. Sam seveda osebno se zavedam, da je seveda to, da imate tako izvrstne rezultate, najprej seveda en plod enega trdega dela vas, športnih delavcev, vaših staršev in vsem, ki seveda z vami sodelujejo, ki vas spodbujajo in seveda, ki tudi pripomorejo do tega, da prihajate do vrhunskih rezultatov. Tudi sam seveda kot občina se zavedam pomena športa in seveda, ker glede na to, da imamo zelo veliko raznih organizacij športnih društev, nekako jih ocenjujemo že skoraj čez 250,
je seveda pomen športnih društev zelo pomemben. Tudi kljub vsemu, kar nas seveda sledi, pomanjkanje sredstev in podobno, poskušamo na letnem nivoju zagotoviti približno 1 milijon evrov za razne nevladne organizacije in seveda danes, ko sem malo prelistal, lahko rečem, da ste športniki tisti, ki v tem kolaču praktično dobite skoraj največ sredstev. In čez 200 000 evrov letno gre samo za programe športa. Poleg tega pa občina zagotovi še 20 000 brezplačnih ur vadbe in lahko rečem s ponosom, da nekako ocenjujemo, da je približno 2000 patetičnih, kar pomeni, da je skoraj 10% aktivno ukvarja z športom. Veliko pa je še ljudi, ki se v občini ukvarjajo z športom, ki niso evidentirani in mislim, da je to res en lep uspeh. Seveda se pa zavedamo, da seveda samo od sebe ni dovolj, zato poskušamo seveda tudi s programi športa nekako financirati in pa pomagati in pa zagotavljati osnovne pogoje. Zato smo v preteklosti tudi zgradili tako precej športnih objektov, novo športno dvorano in nekako je bilo v preteklosti celo pomislek, ali nimamo preveč teh športnih objektov. Danes lahko rečem, da smo veseli, da so praktično vsi ti športni objekti polni in skoraj je problem dobiti dodatno prosto uro, prej kot pa, da bi rekel, da nam to samevajo in tudi to je, mislim, da je eden od rezultatov. Sam osebno se zavedam, da občina ni tista, ki ustvarja športnike, ampak je pa tista, ki ustvarja pogoje za kvaliteten šport. In jaz mislim, da tu poskušamo tudi slediti, še posebej, kajti nekako, seveda naša osnovna naloga je, da zagotovimo najmlajšim pogoje za šport, seveda z vašimi trenerji, z staršem, ampak poleg tega pa vse bolj in bolj opažamo, da prav vrhunski športniki, vrhunske ekipe imate vse več težav, kajti dejansko se dogaja, da gospodarstvo v tej krizi je vse težje živi in se manj nekako pripravljamo tudi sponzorirati in prav zaradi tega smo v lanskem letu tudi poskušali povečati sredstva predvsem za tekmovalne stroške, kajti s tem praktično omogočimo, da se lahko sploh prijavite, da lahko tekmujete v ligah in mislim, da tudi s tem smo poskušali slediti sodobnim trendom. Naj povem, da tudi še v prihodnosti nameravamo, predvsem kar se tiče investicij v športno infrastrukturo, zavedamo se, da je treba posodobiti še tako nogometni stadion, da je treba posodobiti atletski stadion in pa narediti še dodatne površine, predvsem za vodne športe, kajti tudi vodni šport ima nekako vse boljše rezultate, poleg tega pa se nam odpirajo tudi neke nove možnosti pri izgradnji hidroelektrarne, tako da jaz verjamem, da se bojo športi še širili. Samo osebno naj vam samo čestitam za vse rezultate in se vam tudi zahvalim, kajti dejansko vaši rezultati so rezultati seveda najprej vas, občine Berešice in seveda ste tudi eni od najboljših naših promotorjev. Čestitam vsem, ki boste danes prijeli svoja priznanja in vam želim še veliko uspehov in lahko samo obljubim, da občina Berežice bo skušala še tudi v prihodnosti slediti vašim potrebam in vam seveda pomagati v svojih možnostih. Hvala lepa in lep večer. Prosim, da se mi približite tu, kajti namreč podelili bomo prvi športni znak. Žan Obradović in Jure Žabek, Društvo borilnih veščin Katana Globoko in trener je Dejan Kip. Dosegla sta 5. mesto na svetovnem prvenstvu med člani v Bangkoku na Tajskem, v džudžicu v duo sistem parov. Ali je en strašno skušal ali pa ne? Je pa danes žal odsoten, ker je malo poškodovan in doma leži, tako da ni mogel priti. Pa zaradi službe tudi noče hoditi v tem okrogu. Logično, ja. Je pa iskren, ne? Je pa iskren. Hvala lepa. Ja, še slika se bomo, seveda, kar ostanemo gor. Drugi nagrajenci so člani ekipe Strelskega kluba Brežice. To so Matej Krančič, Tadej Sečen, Silvo Kostrevc, David Rožman, Mithat Bajramović, Gregor Levak, Anže Gmajnič, Gregor Kuhar in Urška Gmajnič. Njihov trener je Ernest Sečen,
Dosegli so drugo mesto na pokalu Slovenije, tako v članski, mladinski in kadetski kategoriji v športnem strelstvu z zračno pištolo. Za vas imam tudi eno vprašanje, zdaj ne vem, kdo mi bo to odgovoril. Jaz sem trenerja Henrika Omerzu. To je Nika Glojnarič, atletski Brežice. Dosegla je 3. mesto v teku čez ovire. Nika je na Evropskih olimpijskih dnevih mladih v Tbilisi v Gruziji tekla čez ovire in pritekla na odlično 3. mesto. Tebe bom tudi nekaj vprašal. Naslednjega na oder vabim Jerneja Sušo iz strelskega društva Rudar Globoko. Njegov trener je Franc Kolarič. Jernej je dosegel 1. mesto na državnem prvenstvu z člani v športnem strelstvu dvojni trap. Gospod Jernej, vi mi ne zgledate kot en trap, zato mi prosim povejte, kaj pomeni dvojni trap. Nastja je dosegla 2. mesto v katah v karateju na balkanskem mladinskem prvenstvu v Dubrovniku na Hrvaškem. Nastja, tebe bi tudi nekaj vprašal. Ne vem, če upam. Zdaj, ogromno ljudi trenira karate, ali vse začne trenirati karate iz nekih, vsaj meni se zdi nekih napačnih razlogov. Ti pa že res lep čas to delaš in mislim, da ni več tvoj cilj sam pretepst ljudi. Zakaj treniraš karate? Zdaj sem prišla v člansko kategorijo, torej veliko mladih, luštnih fantov. Kar je kar motivacija za trening, no? Dan so vsi strašni. Bom jaz za njo prevzel. Jaz sem vse zvedel. Jamba Krištof pa njun trener Dejan so danes zjutraj potovali v Madrid na svetovno mladinsko prvenstvo. Tako da... Opravičljiv razlog, če mislim, da opravičljiv razlog. Hvala. In še zadnji današnji nagrajenci in dobitniki športnega znaka. To so članska ekipa nogometnega kluba Brežice 1919, njihova trenerja pa sta Antoni Brdit in Roko Jelinčič. Fantje so Anže Smukovič, Klavdijo Lokar, Tadej Šepetavc, Robert Drugovič, Ivan Puškarič, Rok Baznik, Jože Golobič, Istok Zofič, Ivan Mladiček, Cedric Angelo King, Nikola Gatarič, Miha Kržan, Rok Budič, Matej Mirkac, Andrej Stepan, Saša Miljanovič, Daniel Zorko, Jure Gramc, Ibrahim Sendič in Nejc Suben. Tam malo manj vas je kot na listu? Nimate na listu, ne. Ha, dobro. Pri nas nogometaši, igralci treniramo, funkcionarji bomo malo take prireditve. Do zdaj, mislim, da ste lahko upravičeno optimistični za visoke dosežke športne, vaših športnikov v prihodnje in županu že polagam na srce, prej je rekel, da je na brzino preletel proračun, glede na vso mladost so te mogli malo bolj zakopati v proračun, da boste lahko športu namenili potrebna sredstva za vse programe. Cosa ti
vsem športnicam, vsem športnikom, dobrodošli v Termah Čatež. Posebej pozdravil seveda podpredsednika Olimpijskega komiteja Slovenije in športno legendo gospoda Iztoka Čopa, župana gospoda Ivana Molana, poslanca gospoda Igorja Zorčiča, predsednika športne zveze gospoda Staneta in vse ostale. Terme Čatež, poleg tega, da smo največji termalni center v Sloveniji, smo si nekako zdali cilj, da postanemo tudi največji športni center. In smo, bom rekel, nekako 2 leti nazaj začeli z strategijo športnega turizma. Ob tem smo v lanskem letu zgradili nogometni stadion, igrišče, ki je nekako unikum v Sloveniji. Poleg Term Čatež ga imajo še Moravske Toplice, za 27 kilometri cevmi za toplo odpadno vodo in nogometnim igriščem, ki dejansko je v funkciji 12 mesecev in do sedaj, ki je v funkciji 8 mesecev, smo na njem gostili že 14 nogometnih ekip. Poleg tega, za infrastrukturo, poleg Term Čatež, jo imajo tudi Brežice, bom rekel, z 3 športnimi dvoranami, smo gostili 5 rokometnih reprezentanc, kar nekaj rokometnih klubov in tudi ostali, bom rekel, športnih ekip. S tem se Terme Čatež in občina Brežice z nami skupaj uvršča med športne destinacije, ki so, ne bom rekel, največji v Sloveniji, definitivno med 3 največjimi, z jasnim ciljem, da postanemo največji. Zavedamo se, da brez sodelovanja z lokalnim okoljem biti največji kot gostitelj, bom rekel, teh reprezentancij ekip nekako ne gre z roko v roki. Zato tudi smo začeli z, bom rekel, konkretnim sodelovanjem z nogometnim klubom, z rokometnim klubom tako za Dobovo kot za Brežicam. Tukaj se moram tudi zahvaliti vsem, bom rekel, športnim ekipam, ki so na nek način naši partnerji pri gostovanju vseh teh ekip in tudi Olimpijskem komiteju. Tudi mi namreč smo skupaj za športno zvezo in gospodom Ivanom Gerevičem si postavili jasen cilj in željo, da postanemo nacionalni športni center. Mogoče Olimpijski športni center je, bom rekel, nek cilj, ki ga imamo cilj in željo doseči v roku kakšnega leta, 2 ali 3. Prvi naj se nam na odru prosim pridruži Ambrož Tičar, član atletskega kluba Brežice, njegov trener je Jure Roman. Ambrož je dosegel prvo mesto za skok s palico na balkanskem mladinskem prvenstvu v Testi v Romuniji. V letu 2015 se je Ambrož udeležil tudi Evropskega mladinskega prvenstva na Švedskem, postal državni mladinski prvak v dvorani in na prostem, ter se poleg mladinske uvrstil tudi v reprezentanco mlajših članov. To je pa že kar mal problem, ne? Letos pa se jo je prislužila s 3. mestom v skoku s palico na balkanskem mladinskem prvenstvu v Pitesti v Romuniji. Gleda, čestitke. Pa veš, da ti je rad. Hvala. To je bila Leda Krošelj. Na oder povabim nekoga, za kogar sumim, da bo delo našega VIP natakarja danes kar malo otežila. Prosim, da se nam pridruži članska ekipa moškega rokometnega društva Dobova, katere trenerja sta Primož Plazar in Aleš Sirk. Fantje so v letu 2015 napredovali v prvo A državno člansko rokometno ligo. To so Blaž Koflek, Maj Brejac, Marko Rožman, Primož Kurdi, Darjan Polin, Matija Junakovič, Luka Zafran, Lovro Kumek, Kristjan Kumek, Daniel Pfeiffer, Jože Baznik, Rok Toporišič, Marko Baznik, Matej Kučič, Nikola Rajič, Luka Koprivc, Peter Kostanšek, Izidor Potko, Tine Baznik in Jure Blaževič. Zelo hitro slikajo
in poklepetajo z župani in imajo svojih 5 minut. Prosim Ben, da nas zopet malo razbremenijo imen in podatkov športnikov, prejemni kar 4 olimpijskih medalj, 4 zlatih kolajn na svetovnih prvenstvih, če omenimo le najbolj bleščeče lovorike. Nomen est omen, pravijo. Športnik z enim najbolj primernih imen za njegov šport. Veste, ko je še tako hitro veslal, Iztoka ni nikoli odneslo iz toka. In še vedno ga ne, saj se kljub končani veslaški karieri še vedno trudi izboljšati pogoje, v katerih trenirajo mladi športniki in športnice, ter promovira šport med mladimi. Pozdravljeni in v veliko čast mi je, da vas lahko pozdravim tu v Brežicah, kot ste prej rekli, po dolgo časa domenjenega. V nagovoru sem malce oplazil vaše najboljše rezultate, a te me še niso najbolj presenetili. Okej, najboljši športnik po osamosvojitvi. Okej, priznanje za najboljšo posadko leto v 2005. Okej, red za posebne zasluge v letu 2009. Ampak tudi to mi ni bilo najbolj wow. Najbolj wow mi je to, da vi še vedno gibate. Že za stavori bi se lahko prepustili toku, ampak vi še vedno veslate. Kaj vas žene, poleg žene? Ja, res je, sem pač tip, ki nikoli ni šel prav dober, samo s tokom, ki bi ga nesel tok, oziroma malo težje usmerja, ampak ves čas sem se sprašal, kaj če greš malo ven s toka, kaj je pol in pri nas je pa tudi tako, nažalost tudi v športu, da dostkrat mi ni bilo všeč, kam tok nese, ker se mi zdi, da ga niso usmerjali čisto športniki, oziroma tisti, ki imajo šport radi ali pa ki ga razumejo, zato včasih treba komu kaj prišepam, da mogoče treba malo preusmeriti tok. Drugače sem pa jaz veslal na mirnih vodah, nažalost ni bilo nobenega toka, ki bi me nesel proti cilju. Strelski klub Brežice je bil ustanovljen 22.2.1965 v tedanjem brežiškem obratu industrije motornih vozil. Od to tudi prvo ime društva. Strelska družina IMV Brežice. Za prvega predsednika je bil izvoljen Ivan Novak, od leta 1991 pa je v jeti trdno v roke prijel Ernest Sečen. V 50 letih delovanja so člani društva osvojili 43 naslovov državnih prvakov, 15 naslovov prvakov državnih lig, 2 naslova državnih pokalnih prvakov ter 18 državnih rekordov. Veliko pozornosti posveča zlasti delu z mladimi, podprt pa je tudi za vse ostale, ki jih zanima strelski šport iz programa Mednarodne strelske zveze ISSF. Priznanje se podeljuje članom društva ob 50-letnici več kot le aktivnega delovanja. V imenu društva ga bo sprejel predsednik Strelskega kluba Brežice, gospod Ernest Sečen. Veljko Jukić se je v 40 letih svojega delovanja na področju karateja med 1975 in 2015 znašel v vlogi športnika, tekmovalca, trenerja, organizatorja športnih dogodkov in promotorja športa, čeprav ga je življenjska pot preko novinarstva zanesla tudi na avtomobilistične vode. S karatejem se je srečal pri 13 letih v sekciji letalcev v domu JNA ter z vsestranskim delom nadaljeval v karate klubu Brežice. Vrsto let je svoje znanje nadgrajeval z udeležbo na različnih tekmovanjih in z navezovanjem stikov v domovini karateja ter svoje bogate izkušnje prenašal tako na mlade tekmovalce, kot tudi na trenerje. V imenu mojega očeta bom spregovorila par besed. Moj oče žal ni tu, da bi osebno prevzel to priznanje. Je na Formuli 1 v Avstraliji kot športni reporter, ampak že v ponedeljek bo nazaj in v torek bo znova na treningih. Šport je velikanski del njegovega življenja, kot novinarja, a tudi kot športnika in trenerja. Imam čast, da se zahvalim v njegovem imenu. To priznanje ni samo zanj, pač pa za mnoge mlade športnike, katere je treniral, vodil s tekmovanja na tekmovanje, na šolanje ali izobraževanje, celo na Japonsko, večkrat. Tretji nagrajenec. Mitja Kajs je že več kot 10 let predan mladim, ki svojo energijo usmerjajo v športno gimnastiko. Trenerske izkušnje je pričel pridobivati s sinom Matijo, s katerim sta skupaj napredovala do tekmovalne skupine dečkov, ki so v kadetski selekciji že kitijo z naslovom državnega prvaka in 2 reprezentantoma.
Vedno zna obrati pravi pristop, ki mlade vodi k neprecenljivim športnim uspehom, ob tem pa vztrajno ponavlja: vaja dela mojstra, mojster dela vajo. Priznanje se podeljuje za izjemen prispevek Mitje Kajsa k razvoju športne gimnastike v občini Brežice. Četrti nagrajenec. Primož je v 9 letih podeljevanja priznanj Športne zveze Brežice prejel 7 strokovnih nagrad in 1 športni znak. V tem času je postal olimpijski zmagovalec, svetovni prvak, nato osvojil še srebrno kolajno na olimpijskih igrah v Londonu, če naštejemo le nekaj res odmevnejših rezultatov. V letu 2015 je sprejel odločitev o zaključku bogate kariere in svojo moč in voljo obrnil k drugim življenjskim izzivom. Zdaj, kjer jih vete, pa kjer jih slišite, pa je bolj nek mal gostinc. Da ima neki v hostlu, da bo imel lokal, to sem tako slišal, to ne bolj govoriti, ampak sem povem, ne. Priznanje se podeljuje športniku in človeku, ki je v svojem tekmovalnem obdobju s svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom pomembno prispeval k razvoju atletike, športa in športne kulture nasploh. Ne le v občini Brežice, temveč veliko širše. Letos so občani izbirali med 12 kandidati in večina 525 poddanih glasov spletne ankete in glasovnic Posavskega obzornika je odločilo v prid zmagovalca ali zmagovalce ali zmagovalcev, ne moramo še povedati čisto točno. Da izvemo natančno, prosim prvega podeljevalca, gospoda poslanca Igorja Zorčiča, da spregovori nekaj besed, preden nam skupaj z gospodom Tomšetom razdaneta letošnjega dobitnika. Lep pozdrav vsem športnicam in športnikom, rekreativcem, občanom in občankam, visokim gostom. Zelo visokim. Tako je, ja. Jaz bi najprej se zahvalil vsem vam, predvsem športnikom in trenerjem za vso skrb, ki jo namenjate športu kot enem zelo pomembnem elementu družbenega udejstvovanja. Vi ste hkrati borci in prijatelji, zgled ste za nek zdrav način življenja in seveda to je en od tistih elementov, ki nas zagotovo vodi naprej. Jaz bi se vam zahvalil za vse vaše uspehe, zaradi tega, ker smo tudi politiki velikokrat ponosni na vas. Ko smo v Ljubljani, ko smo recimo v svojih krogih, seveda smo vsi ponosni, jaz sem ponosen na brežiške športnike, drugi politiki so na druge. Ko smo v kontaktih z tujimi politiki, smo vsi ponosni na vse slovenske športnike. Ampak to, da smo ponosni, seveda ni dovolj, ne? Danes podeljujemo nagrade kot v nekem ritualnem dogodku, to je za nas tudi seveda zaveza, da se trudimo, da ostanejo ti pogoji, ki jih imate, najmanj takšni, kot so, in da se potrudimo, da bi bili še boljši, da bi imeli pač čim več nekih infrastruktur za razvijanje športov in da bi bila nenazadnje situacija takšna, da bo tudi gospodarstvo okrevalo in da bodo lahko dobili čim več tistih prepotrebnih sponzorskih sredstev. Jaz bi na tem mestu še čestital vsem današnjim nagrajencem. Upam, da bodo ostali pri svojem motivu, se trudili še naprej in da jih bomo čim večkrat videli tudi na televiziji z našo zastavo in seveda ob petju naših himn. Hvala. Hvala lepa, gospod Dorčič. Brežičani so imeli letos kot leta poprej težko nalogo, a so prepričljivo izbrali. Ko imamo kak toč, ali pa kaj no. To je ipak nagrada občinstva, zdaj mora biti tišina. Pol pa ja, pol pa. Letošnja zmagovalka nagrade občinstva je Nika Glojnarič. Članica atletskega kluba Brežice, njen ponosni trener v rokometu. Prejemnica športnega znaka za 3. mesto v teku čez ovire na Evropskih olimpijskih dnevih mladih v Tbilisi v Gruziji.
V letu 2015 je Nika postala tudi prvakinja Balkana v svoji starostni kategoriji. Dosežke, ki sem jih dosegla do zdaj, zaradi tega, ker mi je pomagal do tega, kar sem naredila lani in pa letos, kar bom, po moje, naredila še. En aplavz za Hajnča. Potem bi se rada zahvalila še svoji družini in pa predvsem tudi vam občanom, da ste glasovali za mene. Hvala, res hvala.